jasne misli in močne besede. Dragi prijatelji, dobrodošli na drugem pogovornem večeru v okviru Goriških večerov tukaj v Dornberku, v amfiteatru Osnovne šole Dornberk, ki ga organizirata Društvo Zapisi in Društvo Tabor nad Dornberkom v sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Pred tedni je v neposredni bližini divjal katastrofalni požar, ki nas je žal prisilil v odpoved Goriškega večera, saj je bila narava močnejša od besede. Se vam iskreno opravičujemo za morebitne nevšečnosti zaradi odpovedi dogodka. Vipavska dolina je bila polna dima in dobesedno smo bili prekajeni. Prepričani smo, da bo danes beseda močnejša, saj je nocojšnji gost Goriških večerov prekaljen sogovornik. Za idejo Goriških večerov je pomembna njegova izjava v intervjuju za tednik Domovina. Dejal je takole: na dolgi rok se vse stvari, ki ne temeljijo na sposobnosti in poštenem delu, sesujejo. S tem seveda želijo organizatorji Goriških večerov s svojimi talenti in poštenim delom ter s podporo vas, obiskovalcev, zgraditi trde temelje dogodka, ki se ne bo sesul. Da se, če se dela prav. Nergači in skeptiki bodo jadikovali, kaj je to prav in saj tega ni možno določiti. Prepričani smo, da pokončen človek, ki trdno stoji na tleh in je aktivni član naroda za zdravo identiteto, ki izhaja iz preteklosti, živi v sedanjosti in usmerja prihodnost, s tem nima prav nobenih težav. On živi, dela in gradi tako, kot je prav. Predno pa pridemo k gradnji trdnih temeljev, pa bodo naša ušesa deležna talentov deklet iz dekliškega pevskega zbora Zarja, ki bodo zapele dve pesmi: Da bi jaz znala in Dajte, dajte na kolač. Dekleta, oder je vaš. Naši novici zamperlać,
Dali bomo naši novinci zapahlać, dajte, kakšen sud naši novinci zaporut. Dali bomo naši novinci zaporut, dali bomo naši novinci zaporut. Dali bomo, dali kar gre, dajte, naši novinci kar gre. Dali bomo naši novinci kar gre. Dali bomo naši novinci kar gre. Dali bomo naši novinci kar gre. Hvala lepa Dekliškemu pevskemu zboru Zarja. Sedaj pa na oder vabim gospoda doktorja Aleša Strancarja in Andreja Černica. Prosim. Doktor Aleš Strancar je doktor biotehnologije, oče, zaveden Primorec in Slovenec, uspešen direktor biotehnološkega podjetja Bioseparations, inovator, dobrotnik in pokončen mož. Z dejanji premika meje javne vključenosti podjetnikov v širše družbeno in politično dogajanje. Potem, ko je po dolgotrajni bitki z državo uspel podjetje obdržati pri življenju, ga je razvil v eno najuspešnejših biotehnoloških podjetij ter ga uspešno prodal. Zajetno vsoto svojih sredstev je vložil v novo medijsko podjetje, ki izdaja spletni medij Domovina in tiskani dnevnik Domovina. Pogovor z njim bo vodil magister Andrej Černic, ki je doma iz Doberdoba na Goriškem krasu, živi pa na Tržaškem. Diplomiral in magistriral je iz novinarstva v Ljubljani, sodeloval je in še vedno sodeluje s številnimi tiskanimi in spletnimi mediji v Sloveniji ter v Italiji. Zaposlen je na deželnem sedežu Raj za Furlanijo Julijsko krajino, kjer se ukvarja z gospodarskimi temami. Je tudi aktiven družbeno-kulturni delavec. Drago gospoda, mikrofon je vajen. Torej, najprej dober večer tudi v mojem ali najinem imenu. Najlepša hvala za to predstavitev. Aleš, med najnim pogovorom se bova tikala, tako da bo tudi vse skupaj nekoliko bolj domače zvenelo. Navsezadnje, ti si pravzaprav ne z Dornberka, ampak Vipavc si. Tako da dejansko govoriš domačim ljudem. V predstavitvi je bilo izpostavljeno to, kar dejansko si. Človek, pokončen človek, podjetnik, ampak tudi znanstvenik, tudi izumitelj. Torej, predvsem lotimo se z tega področja znanstvenik, kemik, biolog in tudi izumitelj. Kako gresta ta dva pojma skupaj in kako je mogoče recimo to dodano vrednost danes zagnati v Sloveniji in jo peljati naprej v Sloveniji? Dober večer, hvala za vprašanje. Težko tukaj odgovarjam na to vprašanje, kako lahko to združujemo. Zadeve sem delal bolj po instinktu, kot bom rekel, po nekem treznem dolgoročnem premisleku. Ponavadi dolgoročni premislek vodi tudi v nedejavnost, ker vedno premišljuješ, namesto da bi se lotil nekaj narediti. Vedno sem pač hotel nekaj narediti in ko sem bil na univerzi, oziroma ko sem bil mladi raziskovalec, me je motila predvsem ena zadeva in tega, da pač vsi so nekako skušali ponavljati, kar se dela v svetu. Jaz pa sem nekako hotel delati nekaj, kar drugi ne delijo v svetu. Ta zadeva ni bila potem, bom rekel, izvedljiva kratkoročno, ampak tej viziji sem nekako sledil. Predvsem sem pa hotel nekaj narediti in dokazati, da se da v Sloveniji narediti visoko tehnologijo,
da ni nobenih ovir pravzaprav, ker zato najdemo tisoč izgovorov, še vedno kolegi, raziskovalci, znanstveniki. In tej viziji sem sledil vseh vzponih in padcih je bilo ogromno. Tako da danes je pravzaprav mogoče enostavno biti pameten. Par let nazaj bila zgodba čisto drugačna. Rob je bil včasih pravzaprav višje, kot sem bil jaz. In bi končal pod robom in potem bi seveda danes te zgodbe ne bilo. Tako da mogoče še najbolj pomembno predvsem tem je, da je treba vztrajati, če slediš neki svoji viziji, potem treba na tej poti vztrajati, letenje od cveta do cveta, isto kot ko si že 5-krat poročen, misliš, že boš šestič najdel prav, pa ponavadi na koncu ugotoviš, da je bila prva še najboljša in to isto je pravzaprav tudi s tem našim delom, treba vztrajati na tisti poti in živimo v solzni dolini, torej ne moramo pričakovati, da bo vse super, ne. Tu mislim, da pravzaprav predvsem tisti, ki verjamemo v Boga, dostikrat pozabimo, da nismo tukaj v raju, ampak smo v solzni dolini in naša pravzaprav pot je tudi to, da nekaj zaslužimo s tem svojim delom, tudi s trpljenjem, ki ga pravzaprav vsako delo prinaša. In tu mislim, da to zavedanje o teh zadevah se malo zgublja v poplavi vseh možnih resničnostnih šov in podobnih bedarij. Torej, vztrajnost kot prva vrlina, prva vrednota oziroma ena od pomembnejših vrednot, da uokvirimo in popravim, če bom tukaj kaj zgrešil. Ko si se lotil, dejansko je bilo v podjetju zaposleni so bili 4 osebe. Če pridemo do zadnjega poglavja, uspel si z visoko tehnologijo to podjetje pripeljati do točke, ko si jo lahko nemškemu investitorju prodal za 360 milijonov evrov, kar je bila ena od večjih prodaj, ena od večjih poslov nasploh v Sloveniji. S tem omenjal si tudi padce, seveda bomo spregovorili tudi o tem, ampak tudi na tem področju gre za vztrajnost, namreč v določenem trenutku je izgledalo, da projekt ne bo mogel iti naprej iz finančnih razlogov. Dejansko pa te je ta, recimo, trma peljala do točke, ko si premagal vsa ta, recimo, nasprotja, vse, kar se je postavilo na pot. Dajmo spregovoriti morda tudi o tem, kjer se, torej, tehnološki in recimo znanstveni žilici pridruži še podjetniška žilica. Vztrajnost je potrebna tudi v podjetništvu, predvsem v trenutku, ko se rob zdi tako velik, da ga dejansko, da boš padel čez rob in da ne moreš splezati spet na plano. No, ta zgodba s 4 leta 98 je pravzaprav je bila zgodba na 10 let podlage, ki so se začele že 10 let pred tem. In tudi sam projekt je začel pravzaprav že leta 92-93 v podjetju, ki se je ukvarjalo z zastopanjem drugih firm svetovnih na področju Slovenije. Tam sem pravzaprav dobil ta osnovna znanja, kako trgu pristopiti in tudi tisto realno sliko, da enega podjetja z neko tehnologijo, ki ne prineša rezultatov jutri, torej poslovnih rezultatov, ne moreš sam, torej potrebuješ partnerje, potrebuješ investitorje. Zdaj s temi investitorji seveda imaš včasih dobro izbiro, včasih pa tudi slabo, nam se je pa zgodila ta zgodba, da ko so stvari postale dokaj vredne, mogoče ne še v finančnem smislu s prometom, ampak trend se je videl, je pač eno solastnikov za nekaj procenti hočel podjetje v Avstriji, ki je bilo lastnica slovenskega podjetja, je pač hotel nekako prevzeti podjetje in seveda je 85% glasov družbenikov je bil proti temu in sledil je pač najprej prisilna v Avstriji, ki bi bila lahko uspešno izvedena, če ne bi pač določen lobby proti temu delal in potem podjetje v Avstriji dal bankrot in ko se je ta stvar v Avstriji zgodila, seveda se je tudi plusilo v Slovenijo in je tudi slovensko podjetje pristalo v prisilni poravnavi. Ja, zopet vztrajanje in tudi konec koncev ne se pustiti podkupiti. Meni so takrat ponujali, da pomagam pri temu prevzemu sovražnem
službo naprej, sicer ne več direktorja, ampak dobro plačeno službo, bistveno bolj, kot sem jo takrat imel, ampak sem rekel, ne, bom rešil podjetje in te stvari sem hotel pošteno in korektno izpeljati do konca. Predvsem do slovenskih bank, ki so bile največje upnice slovenskega podjetja. Mi smo vsa ta potem kredite vrnili z obrestno mero, potem smo bili prisilni. Navadne upnike smo poplačali 80%, hoteli smo izstup, pa nam pravzaprav državne inštitucije niso dovolile, ker so rekli, kakšna prisilna pa je, da vse poplačeš, ker je že tu preveč bodno oči, ker prisilne poravnave v Sloveniji so take, da poplačajo 20%. Ampak dobro, vedno smo bili neki drugačni, tudi v tem primeru. Pomenilo, da je podjetje bilo rešeno in po drugi strani tudi, da je ta moja vizija, da se da tudi v Sloveniji narediti visoko tehnologijo in tudi s tem product offset, da se ta realizira še vedno v Sloveniji. Kar bi se ne zgodilo, če bi je hotel podjetje v Avstriji prevzeti zmago. To bi potem bilo odpeljano v Avstrijo in bi se Avstrija s tem projektom hvalila, ker pri njemu, razen tega, da so dali določena sredstva, oziroma smo imeli nekaj investitorjev tam, niso kaj vas prispevali. Vse znanje, vsa trud je bil v Sloveniji, torej tudi kolegi, raziskovalci, to je vse slovensko znanje, ki je vrhunsko. Skupina, ki je zdaj dela v Ajdovščini, je daleč najboljša v svetu, si upam trditi, vsakmu tudi kupcu povem, in tudi potem to z izdelom dokaže. Tako da ni pravzaprav nobenega razloga, da se čutimo tukaj manj vredni. In tu je mogoče naš problem, da vedno, ko pride tujec s kravato, se pokorimo, me zdaj pogledali najprej, kaj smo mi, kaj znamo, in primerjati tisto znanje tujca, ki je pravzaprav ponovadi slabše in delovnost manjša, kot je pri nas. In z tega stališča bom rekel, ja, nekako smo prišli do tega, kar sem želel še kot mlad pa naumen, zdaj sem star pa še vedno naumen, ampak ok. Torej smo nekako to pripeljali in dokazali, da se da v Sloveniji narediti visokotehnološka podjetja z najvišjo tehnologijo. Nič pa ni idealnega, torej tudi projekti, s katerimi se mi ukvarjamo, ni zdaj tukaj nek univerzum, absolutna resnica, kaj pa vem, ker tudi doskrat potem dobim vprašanje, genska terapija, ja, pa kaj je to. Ja, kaj pa tablete proti nosečnosti, tisti pa 100% zdrav. Torej, ko nekaj proizvajamo, ko se s nečim ukvarjamo, ni absolutno vse super. Vedno moramo tehtati med tem, kaj je boljši kot alternativa in to je tisto gonilo, kar ga skušamo tudi podjetju slediti. Torej, omenil si spet neke vrednote, ki vas vodijo, tebe, tvoje kolege, in morda res kakovost vašega dela je vidna, če nekoliko sintetiziramo v tem, kar si povedal, torej z recimo tako eno finančno mahinacijo so vas spravili v prisilno poravnavo in to prisilno poravnavo ste vi dejansko na sodišču jo izpodbili z finančnim tokom lastnega podjetja, torej s svojim delom ste uspeli na sodišču dokazati svoj prav in postaviti na laž recimo to finančno mahinacijo. To recimo v enem ekonomskem žargonu lahko rečemo, je to en močan dokaz kakovosti vašega dela, vaše volje in predvsem usmerjenosti vašega podjetja. No, tukaj bi dodal, da poleg tega smo imeli tudi veliko zaupanja oziroma zaupanje med ljudmi. Poleg teh denarnega toka smo morali pokriti negativen kapital v podjetju, kar je zahtevalo okrog 1 milijon sredstev denarnih. Ti so bili glavno izbrani v Avstriji. Od tistih, ki so pravzaprav izgubili s stečajem avstrijske podjetje, torej ti so verjeli in tudi meni zaupali in so potem več ali manj sami in njihove družine zbrali ta milijon, da smo pravzaprav položili ta milijon na banko in s tem pravzaprav preprečili negativen bilančni kapital, to so zdaj malo finančne
zadeve, tudi sam nisem jih financer, jaz bolj gledam, imam denar ali ne. Ampak tako je pač na sodišču, če firma ima nek osnovni kapital in je šla podjetje, pač njen osnovni kapital v negativo, potem moraš to pokriti. In zato smo rabili denar takoj. In ta je bil zbran dejansko ljudi, s katerimi sem prej delal. In so pravzaprav isto usodo, kot je zdaj. In tudi cilj imeli isti, torej ne pustiti, da se skupaj pride v roko temu, ki je hotel podjetje sovražno prevzeti. Bioseparations, vaše podjetje, ima sedež v Ajdovščini. Veliko zaposlenih ali večina zaposlenih je tudi z tega okolja, kar spet kaže na en odnos, ki ga imate in ga imaš do tega okolja in do ljudi, ki tukaj živijo. Hkrati tudi ti ljudje vračajo recimo s svojim trudom, svojim delom, svojo dodano vrednostjo, kot si že omenil, vračajo pač podjetju in ustvarjajo to veliko skupino. Morda še, omenil sem, ampak še morda dve besedi o pomenu dejstva, da je veliko zaposlenih iz tega območja in da dejansko je to visoka dodana vrednost, na kateri vi delate, ki omogoča tak razvoj podjetja. Torej, podjetja brez kadrov ni. Brez dobrih kadrov bi bil popolnoma neuspešen. Torej, sam v današnjem svetu ne moreš narediti nič. Torej, moraš vedno ob sebi imeti kadre, ki prvič zaupaš, da bojo naredili tisto, kar si prodal. Moja glavna funkcija še vedno je pridobivati posle, pridobivam jih na način, da pač stranki rešujem vsaj v neki osnovni obliki problem in na ta način potem dobimo tudi naročila in ta naročila sledijo po eni strani razvoju njihovega procesa in po drugi strani preko tega procesa prodajamo tudi naše produkte. Torej, moraš verjeti, da bo ekipa, ki jo imaš, to sposobna izvesti. Imamo super ekipo, kaj pa vem, 200-300 projektov narejenih brez pravzaprav enega projekta, ki ne bi bil izveden. Torej, naredili smo vse projekte. Torej, moraš res verjeti v ekipo in ekipa tebi. Torej, 10 let nazaj, ko smo bili še predprisilno, ki je pravzaprav po svoje tudi bila neko očiščenje. V tem času je kar nekaj ljudi zaposlili podjetje, tisti, ki niso verjeli. In to se je tudi izkazalo, da tisti ljudje, ki niso verjeli v podjetje, so tudi sami bili nepripravljeni slediti viziji podjetja in tudi vodstva. Torej, ko vodstvu pridobi projekt, potem mora celotno podjetje dihati s tem projektom in dati od sebe najboljši možni rezultat, ker ta rezultat je vedno potem podlaga, da boš dobil 10 novih projektov. Vlagamo dosti marketing, ampak naš glavni marketing je od ust do ust. Naše stranke so z našim delom zelo zadovoljne in to je način, kjer pravzaprav največ projektov pridobimo. Torej, če hočeš dobro narediti projekt, mora potem biti zaupanje v obe smeri, torej od vodstva do zaposlenih in zaposlenih do vodstva. Soliranja tukaj ni. Hierarhija je jasna. Vodja, direktor je odgovoren in temu primerno ima pravico in dolžnost, da podjetje vodi. In to je mogoče ena stvar, ki se kaže v drugih podjetjih, mnogih od teh podjetjih, kjer pravzaprav vodstvo ne vodi podjetje, ampak menedžira. In tukaj jaz povlečem malo ločnice med menedžiranjem in vodenjem. Menedžiranje ni nujno vodenje. Včasih je menedžiranje bežanje pred odgovornostjo ali pa prelaganje odgovornosti na druge. In ko se to začne dogajati, stvari potem ne funkcionirajo. In zaradi tega potem naša konkurenca izvaja projekte 3 leta, mi naredimo tak projekt v 6 mesecih. In večino projektov, ki jih delamo predvsem zaradi tega, ker naše globalne, torej naši konkurenti, globalne firme z 50 000 zaposlenimi več, niso sposobne projekte narediti v tistem času, kot smo ga mi. Ampak zopet tukaj vedno alfa in omega je vodenje. Torej, če je vodenje jasno, pregledno, da ljudje vejo, kaj ima za narediti, kaj kupec od njih pričakuje, ne direktor, pa kupec, in potem tudi kupcu poročajo
Torej, ko delamo projekte za kupce, je vodja projekta tisti, ki poroča, prvi, ki poroča kupcu. Torej, da se zaveda, da je pravzaprav tudi na njegovem delu in ljudi, ki jih potem sam vodi, odvisno ne samo, a bo kupec zadovoljen, ampak predvsem, a bo kupec uspešen. Mi smo uspešni samo toliko, kot so naši kupci uspešni. In če mi gledamo zdaj sam skoli interes, da zaslužimo nekaj denarja, ne upoštevamo pa tega, da kupec mora tega nekaj imeti, da gre korak naprej, potem je spet neka zgodba, ki se hitro konča. Torej, živimo v nekem, kako to rekel, ampak živimo v nekem okolju, ki smo eno od drugega so odvisni. Zdaj, če egoistično gledaš sam na nek svoj uspeh, na nek svoj dobiček, potem je to zgodba, ki se lahko konča relativno hitro. Torej, še enkrat zelo pomembno, mi živimo od uspeha naših kupcev in tako pač tudi želim, da vsi v podjetju razmišljajo in tudi delajo. Potem, ko so te stvari postavljene, potem pravzaprav stvari tečejo brez kakšnih velikih stresov. Tudi mislim, da nekih stresov v našem podjetju ni. Delo je potrebno narediti, ampak ni nobeden še zaradi od teh projektnih vodij imel nekih problemov zaradi stresa. Ampak so projekti zelo zahtevni, so tudi zelo, bom rekel, kar se tiče etike pomembni, ker en kup projektov, ki jih delamo, njihov rezultat je neka zdravilna učinkovina, ki gre v ljudi. In torej, če nekaj ne naredimo v redi, je lahko tudi potem posledica indirektno tudi smrt nekoga, torej je odgovorno delo. Torej, z tega stališča bi bilo lahko stresno, ampak mislim, da ni stresno zaradi tega, ker naredimo vedno vse, kar je v naši moči, vedenjem, znanjem in eksperimenti, da pač mirno spimo. Torej, kar damo od sebe, je na visoki kvaliteti in potem tudi kupci poznajo ceniti in se vračajo. Omenjaš etiko, torej znanstvenost in etiko. Tukaj je zanimivo, mislim, da je bilo to v intervjuju za Nacionalko, ki si ga imel pred dobrim mesecem ali mesecem in pol, si omenil tudi to, da je med zaposlenimi v podjetju veliko takih, ki prihajajo iz Škofijske gimnazije iz Vipave. Torej, tudi tukaj, recimo, če smo že začeli pri tej s to rdečo nitjo vrednot in etike, kljub temu, da recimo Škofijska gimnazija ni znanstveno usmerjena, ampak ponuja zelo dober kader za tako podjetje, oziroma za potrebe, kot jih ima vaše podjetje. No, jaz mislim, da te etika je pomembna v življenju. Po eni strani, da smo sami sabo pomirjeni, po drugi strani tudi, da znamo nekako v življenju pravilno odreagirati. In ja, žal, v našem šolstvu ta del, bom rekel, vzgoje, ta del vzgoje pravzaprav primanjkuje knjiga. Torej, učitelji, profesori pravzaprav ne smejo vzgajati. Na škofijskih gimnazijah imamo tudi nekaj iz Ljubljane, tako da ni zdaj zgolj sam Vipava, večina jih je res Vipave. Mislim, da jih je zdaj 60-70, že kar od 210 trenutno zaposlenih. Torej, ja, tukaj se vseeno očitno da nekaj poudarka tudi na etiko in to se potem pozna tudi pri samem delu. Ti egoistični pristopi, ki jih vidimo v našem okolju, pa ne samo v Sloveniji, na splošno po svetu zapadnem, niso pravi. To ni nekaj, kar bo na dolgi rok funkcioniralo. Ne živimo sami in tudi nimamo pravice, da samo za sebe skrbimo. Tu smo pravzaprav tudi, da v družbi pustimo en pečat in vsak po svojih močeh in sposobnostih, 5 talentov, 2 talenta, 1 talent, pač, bom rekel, tu multipliciramo. Ne želim biti ta, ki je ta talent dobil in ga je zakopal. In tako nekako tudi mislim, da, bom rekel, tudi ti mlajši, ki prihajajo z teh šol, dojemijo stvari in stvari funkcionirajo. Poslušam kolege
da so problemi z mlajšimi kadri, mi teh problemov nimamo, mi imamo izvrstne mlade kadre, 25 let stare, 23 let stare, mnogo od njih ni hotelo delati doktorata, tudi doktorat je nekaj, kar pravzaprav ne bi bilo vozniško dovoljenje, ampak žal so ti učitelji teh šol, včasih nesposobni voziti avto sami, kaj šele, da bi nekoga drugega naučili. Tako da tukaj imamo poplavo nekih doktoratov, ki so nevredni imena doktorata. In mi všeč, da mladi tu prepoznavajo in nočejo delati doktorata, ampak želijo biti zaposleni in po magisteriju pravzaprav začeti z svojim delom, tudi raziskovanjem, kakšen potem pri nas naredi doktorat. Tako da ja, starejše generacije prinašajo znanja in kvaliteto na mlajše generacije in mislim, da je pač to jedro dobro in bo delovalo naprej, konec koncev. Jaz sem 60+ in počasi bo treba predati štafetno palico, oziroma že predajem mlajši kolegici. Tako kot smo te že predstavili, prej si človek jasne misli, jasne besede, niti problem izpostaviti se oziroma povedati svoje stališče, pa naj bo to nekako v političnem smislu, v svojem, pač kako ti razmišljaš, gledaš na svet. Si imel zaradi tega, oziroma koliko so ti zaradi tega metali polena pod noge tukaj v Sloveniji? No, tega je bilo precej, najprej mogoče že v gimnaziji, pa ne bom za tega pogrebal. Potem v vojski, ker sem šel z nekim, bom rekel, dosjejem, vsaka stvar tudi nekaj dobra, sem prestal, pač pa sem kuhal kofe oficirjem zaradi tega, ker oficir je bilo pa pomembno, da ne bom kradel oficirjev, če sem jim skuhal 2 kavi, da jim bom obračunal 2 ne 4. Tako da sem pravzaprav z tega, ker me je oficir vprašal, zakaj nočem v partijo, sem rekel, cirko, če 14 dni me poklical, ok, ne kradeš, hodiš v cirko, sem rekel, ne kradem, pet kofe kuhati. Torej, sem prišel na ja, potem na univerzi sem imel drugi jezik, že takrat vedno sem pač hotel imeti neko opremo, pa univerza denarja ni imela, pa profesori, znani profesor Anton Perdih, ki piše o Venetih, med drugim za Tolmina doma, oče 7 otrok, ponosen kristjan tudi. Ampak seveda, on se je bal, on je pač le zrasel in živel v bivšem sistemu. Jaz sem imel to srečo, da je ta sistem se počasi rušil. Nikoli ni bilo opreme, on pač ni opreme dobil, torej kaj. Sem iskal druge možnosti. Pa carina je bila 35%, pa davki bo 20%, pa sem kolega omela mi poklical, sem jih posluš, ti boš zdaj nabavljal HPLC, mi bi tudi enega, ne. Pa dajmo mi projekt narediti, pa bomo nabavili 2 HPLC-a, ti dobi svojega, me pa oni za carino in davko stane. In tako smo prišli do opreme. No, potem seveda presenečenje, ko grem z dokumentom v podpis, pridem Jadrno Mačko, sinu tega našega znanga Mačka. Ja, mi je hotel podpisati, da nisem pravi firme izbral, sem rekel, kako pravi firme izbral. Ja, mi imamo drugo firmo. Sem zelo punil vrata, sem šel ven, nekaj sem pohodnik v Gunđo in potem prije tajnica fakultete mimo, pravi Štrancar, kaj je. Rekel, tukaj uredim za 50 000 mark vredno opremo, brezplačno in zdaj mi dekan noče podpisati, ker ni prava firma. Dajte mi ta papir, pa šla noter, čez 5 minut prišla, pa sem dobil podpis. Ja, no potem še par takih štorij, v glavnem nisem bil čist pravi za tiste mirne, počasne zadeve in prišla je potem osamosvojitev, pa razlog, da ni denarja in sem pristal na cesti, super, odlično, boljše usluge mi nisem mogli narediti, ja potem sem bil prisiljen pač poiskati delo, ne. In pač smo začeli potem s kolegi zastopati tuje firme, popravljati tiste instrumente, prodajati. In z tega je potem prišel tudi moj doktorat prek tega in tudi potem ta material, ki je zdaj pač podlaga za to novo podjetje. Ja, in tudi potem so bili problemi, ne. Ja,
pač če rineš tam, kamor ni treba, potem jasno, da prelesle preleti kaj po glavi. Ampak zdaj mogoče zadnje par let pa imam bolj občutek, oziroma tudi imam komentarje, da se pa zdaj drugi mene bojijo, sicer ne vem, zakaj se me bojijo, ampak dajmo mir. Kot podjetnik dejansko si preživel pač to obdobje od osamosvojitve dalje, nekako obdobje, ki je v Sloveniji bilo, mislim, označevalo ga je več takih, recimo, tektonskih premikov. Zdaj, nazadnje govorimo, ali večkrat se govori o obdobju tajkunov. Obdobje tajkunov se je zaključilo, danes živimo neko drugo obdobje, ali so tajkuni še aktualni? Kaj ti meniš? No, sigurno so, ne, zdaj, ali so oligarhi ali tajkuni. Recimo, da so tajkuni takrat, ko so privatizirali, da zdaj so oligarhi, ko so to dobili. Ja, v Sloveniji imamo pač en klasičen spopad ljudi, ki so pridobili, prihvatili, kako že temu rečemo, prek privatizacije in imamo pač potem tudi vedno bolj močen klub uspešnih podjetnikov in teh podjetnikov v Sloveniji ogromno. V tem trenutku sem prepričan, da gospodarstvo Slovenije temelji na tej novi generaciji ljudi, ki so podjetje postavili iz nič. V glavnem delajo v tujini in te stvari se bo pač čas postavile na novo pravo. Torej ne more potem ta tajkunsko-oligarska zadeva, ki ne zdrava, ki ne producira, ki pravzaprav vedno zahteva neke denarje od države, Evrope, kogarkoli, ne more konkurirati eni zdravi podjetniški pobudi in proizvajanju oziroma produciranju. In to pravzaprav bo tistim tudi glavni gonilni element, ko bo nekako stare strukture se razletele. Torej, vedno se stvari končajo in začnejo pri denarju in ko imamo dovolj močno gospodarstvo, ki je neodvisno od starih struktur nazadnjaštva, moram poudariti, da to je nazadnjaštvo. Tudi vlada, ki jo zdaj imamo, je nazadnjaška, ker napredno je tisto, kar gleda, kaj bo jutri in kaj bo delilo naprej. Torej, ne moramo potem se pustiti tudi, da nam nekdo očita nazadnjaško, zato kaj hodimo v cerkev, verjamemo v Boga, pa kaj. To delajo ljudje že nekaj tisoč let, pa niso bili nazadnjaki, so večina kulture evropske sloni na krščanski veri, 2000 let nazadnjakov. Te pojmi so tukaj malo pri nas pomešani. Ampak ja, s tem novim valom neodvisnih podjetnikov prihaja tudi osamosvojitev prava, ker te še nismo dočakali. 91. leta nismo imeli prave osamosvojitve. Smo se odcepili od Jugoslavije, ampak vse ostalo več enako. Glavni problem je tudi potem pri teh strukturah, sodstvu, predvsem sodstvu, tukaj bo potrebne spremembe, ker sodstvo mora soditi, razsoditi in ja, nekaj nas še čaka, pa bomo to podelili, počas, korak po korak. Omenil si že šolstvo, pravkar si omenil sodstvo, omenil si vlado, da je nazadnjaška. V čem se to vidi, morda prav na primeru ukrepov, ki jih sprejema, ki jih je sprejela, ne vem, recimo v zadnjih tednih, mesecih so v ospredju ukrepi za, kar se tiče draginje, kar se tiče regulacije cen. Morda bi začeli prav s tem, kako gledaš kot podjetnik na to politiko regulacije cen, na ukrepe glede draginje? No, vsekakor je vloga države, da je nek regulator zadev, da skuša nekako iskati neko uravnotežje med tem, kar danes potrebujemo, zato da koliko toliko normalno živimo in kaj bo pa jutri tudi. In tukaj pravzaprav je tista glavna vloga vlade. Ne moramo vsega danes porabiti, to je isto kot kmet, ki bo
pridelal 5 ton pšenice, tono rabi drugo leto, zato da bo pač drugo leto posejal njive, ampak ker je lačen, bo pojel vseh 5 ton pšenice, torej nima več nič. Torej, vloga države je, da te stvari nekako balansira, da tudi uravnava potrebe ljudi, šolstva, vsega. Ta vlada pravzaprav tega ne dela. Ta vlada skuša goditi določenim strukturam, skuša poplačati določene račune ljudem, združbam, ki so to vlado pravzaprav omogočile, pripeljale ljudi do te vlade. Torej, že po sami osnovi ta vlada ne deluje v skladu s tem, kar je njena vloga. Jasno, če cena goriva zelo hitro naraste, mora vlada poseči v to, je njena vloga in skuša zblažiti te posledice. Ampak na način brez vizije, kaj bomo s tem posegom dosegli, kaj bo jutri, a bo ta poseg pravzaprav prav, a bo pomagal tistim, ki pravzaprav to pomoč potrebujejo. Ja, tukaj pravzaprav ne vidim enega realnega stika med delom te vlade in tisto, kar je pravzaprav potrebno narediti, da bo Slovenija uspešna naprej. Bolj vidim, da vlada plačuje določene obresti in vrača tistim, ki so te ljudi na vlado pripeljali. Zdaj, ali je bolj pomembno, da nekomu pomagamo, ki ne more plačati za elektriko, ali nekomu, ki nikoli nič ni delal in hodi na Tahiti, na Jamajko, zaradi tega, kar vodi en inštitut. Torej, na to temo se bomo še vrnili, ampak zanima me še eno tvoje mnenje glede ukrepov, ki pa pač čisto z enega vidika, mislim, enega bralca medijev, oziroma ko slediš tem zadevam, se morda vprašaš, zakaj, recimo davčna reforma. Zdaj, v zadnjih, mislim, 2 tednih so najprej finance in potem delo, torej recimo mediji, ki ne spadajo v desni pol, izračunale finance, to, da recimo je ta reforma, ki jo pripravlja nova vlada, vsekakor prinaša manjše plače kot reforma, ki bi jo prinesla pač kot reforma, ki jo je načrtovala prejšnja vlada. Drugič, delo, mislim, da je bilo pa v tem tednu, so poračunali, da je obdavčenost slovenskih plač sorazmerno višja, kot je obdavčenost nemških plač. Torej, zakaj se to dogaja? No, to mislim, da kaže na to, kar sem pravzaprav predvideval. V tej vladi so skupaj recimo dva pola, ki ne pašeta nikakor skupaj. Po eni strani neko levičarstvo, pa tu mislim v slabem pomenu, levičarstvo ni samo po sebi slabo. Tudi jaz se nimam za nekega klasičnega desničarja, delčno tega. In po drugi strani tudi ta oligarh, tajkunski lobby, ki pravzaprav je zelo odvisen od teh davkov. Torej, tajkunsko oligarh lobby je od teh davkov še bistveno bolj odvisen kot mi podjetniki. Mi bomo nekako že našli način z boljšo produktivnostjo, več prodaje. Oni pa živijo pravzaprav na zelo tanki dodani vrednosti. In če nekdo poseže zdaj v neke davke, v neke stroške in posegajo jim zdaj čez ceno elektrike in ocena novih komponent, novih komponent za vgradnjo v njihove produkte, torej tukaj se bo vse višalo. Po drugi strani bojo pa zdaj še davke imeli večje. Torej tukaj zdaj se kaže, pravzaprav, po mojem, se nakazuje že ta spor, bitka, ki se bo vršila med tem, recimo, levim, nezdravim političnim okoljem, ki pravzaprav je izjemno egoistično in skuša se prigrabiti sam zase,
in ta tajkunsko oligarhni del, ki je pravzaprav vseeno za te prihvatizacije moral se nekaj potruditi in ima verjetno tudi neke strice, katere morajo odplačevati, da so te stvari bile, da jih je bilo možno narediti in te dve stvari ne grejo skupaj. In mislim, da je to skoraj začetek tega, kar vidimo v financah in delu. Torej, in finance in delo so bili izrazite podpornik te nove vlade, oziroma tudi pripeljale te ljudi na vlado, ampak ja, kar se pravzaprav lahko videl že takrat, je, da bo prišlo do te borbe in me zanima, koliko pravzaprav bo časa ta vlada zdržala. Jaz si upam trditi, 4 leta sigurno ne. Tako dajmo se potem zaustaviti pri teh dveh faktorjih, ki si jih pravkar omenil, torej recimo ta tajkunsko-oligarhični del in levičarski. Začnimo pri prvem. Kaj predstavlja danes ali kdo so danes tajkuni oligarhi v smislu? V obdobju klasičnega nacionalnega interesa smo vedeli, da so to bili recimo menedžerji, ki so s prevzemom pač si prisvojili podjetje. Danes se dosti govori o tem, da dejansko je po krizi leta 2013 to šlo skozi slabo banko in se kapital nekako prikrito vrača v Slovenijo. Hkrati recimo med dve podjetji, dve agenciji, ki se stalno tukaj omenjata, sta York in Apollo. Kot nekako recimo prikriti podjetji, agencije, po katerih se ti recimo strici iz ozadja, kakor jih pač želimo imenovati, financirajo oziroma vračajo kapital. Kako ti vidiš recimo ta tajkunsko-oligarhični prehod? Ja, žal nista to samo te dve podjetji, ki se s tem ukvarjata, tega je še mnogo, ne, tudi kakšen medij, ki deluje kot popolnoma tuj medij, ni tuj medij, ne. Tako da tega prepletanja je ogromno. Ja, ti ljudje so seveda delno očitno ta denar spravili ven in zdaj ga morajo nazaj vračati, ker enostavno podjetja, ki jih vodijo oziroma ki imajo v lasti, ne funkcionirajo, niso tako uspešna in skušajo zdaj to nekako kompenzirati, po drugi strani pa seveda kupujejo neka nova podjetja. Zato, da si z nakupom novega podjetja, ki je lahko tudi podjetniško podjetje, ki nič ni imelo s temi zadevami, ampak je uspešno, tudi to si upam trditi, da se to precej dogaja, ker smo bili mi tudi tarča take zgodbe, torej ni samo z Avstrije nam pretila zadeva, ampak tudi iz enega takega centra oligarho tajkunskega centra. To je bil pa drugi, bom rekel, tak poskus prevzemanja. Ja, in zato je potreben denar in ta denar je nekje naložen in tudi tam, kjer je ta denar naložen, je pa treba plačati potem ljudi v tujini, tujce in tudi te finančne združbe, da pravzaprav to omogočajo. In to omogočajo že od leta 50. Torej, ko je Kavčič prvič šel odpirati račun v Švico, je tudi podpisal po domače povedano pogodbo sodiča. In ta hodič še vedno terja denar. In ta denar je treba vsako leto nakazati. In ga mora potem seveda ta lobby zbrati. Drugi dejavnik, ki ga omenjaš, oziroma si ga omenil, levičarski, zdaj verjetno razmišljaš, si mislil na to levičarsko frakcijo znotraj vlade, ki kljub temu, da je majhna, recimo v primerjavi, sploh primerjavi z vlado, ko je bil Šarec predsednik vlade in je Levica funkcionirala kot nekako zunanji partner, ampak so bili precej močnejši, tokrat tudi niso odločilni po številu glasov, ampak vsekakor pri nekaterih zadevah so pač zagnali vik in krik, recimo konkretno z interventnim zakonom v zdravstvu. Kako recimo to frakcijo vidiš, ker spet zgleda, da tudi na tej ravni je eno popuščanje, kljub temu, da stranka relativne večine pač ne bi imela te potrebe?
Jaz mislim, da je ta stranka Levica bolj fasada za tisto ostalo levičarstvo, ki pravzaprav bistveno bolj brutalno funkcionira v največji stranki. Torej, imamo frakcijo, pač rekel si, da dvomiš, da bo vlada zdržala 4 leta, predvideva, da se bo ta največja stranka tudi po tem ključu razbila. Ja, tukaj mislim, da smo že, kot si rekel, v članku Finance, ki ga nisem čital, v članku Delo, ki ga ne čitam, da pravzaprav se tu počasno nakazuje, ne, da je ta velika stranka ima v sebi tako elemente nekega egoističnega pristopa, to ni levičarstvo v tistem tradicionalnem smislu, to je bolj koritatoriko. In ta drugi, ki pa vseeno more preživeti na trgu, a ne, torej podjetja, ki so v lasti tajkunu, vseeno deluje po eni poslovni, vsaj delno po eni poslovni politiki in tukaj prej pride do trka in ta trg je hitro začel, ne, še nismo prišli do septembra, 100 dni vlade, ne vem, je že minilo, pa že vidimo počasi te stvari. In zdaj seveda ta trg se skuša nekako zamaskirati s levico. Potem, da verjetno levica stranka se tega sploh ne zaveda, je tam pravzaprav grešni kozel, ki bo odgovoren za to, kar se potem dogaja, ampak dejansko so odgovorni, niso v levici, odgovorni so v največji stranki. Imamo predsednika vlade, ki je z Goriškega, recimo tudi še eden od tolikih novih obrazov v politiki. Zanima me, kako ti spremljaš njegove nastope, ki so recimo zanimivi že z enega vizualnega, komunikacijskega vidika. Namreč večkrat si privošči morda ene ekscese, ne vem, imam v mislih nekatere njegove izjave, kot je lahko zdravljenje covida z vitaminom D oziroma z morskim zrakom, izjavo o proruskem Zahodnem Balkanu, na vse zadnje zdaj prejšnji teden je bilo to v zvezi tudi z mediji. Zakaj po tvojem mnenju si privošči take izjave? Je to iz prepričanja, da on lahko to počne, ali je, kako ti na to gledaš? Nisem psiholog, tako da si ne drznem jih dajati diagnoz. Kar se tiče zdaj vizualnega, ne, tle bi pravzaprav najprej sebe pogledal, pri svojih 30 plus preveč kilah, tako da tudi tle moramo malo paziti. Kar se tiče pa govorjenja, ja, obljube je lahko dajati, ampak prišel bo čas, ko bojo vsi tisti, ki so jim obljube bile dane, zahtevali pravzaprav realizacijo teh obljub in v tistem trenutku ne bi hotel biti v njegovi koži. Torej, recimo, če se vrnemo na to vprašanje, gre to nekako za pozicijo moči, ki jo lahko občuti v tem trenutku? Bom spet ponovil tisto, da nisem psiholog in zaradi tega ne želim dajati komentarjev v tej smeri. Okay. Pred kratkim si konkretno vstopil tudi na medijski trg z donacijo portalu oziroma tedniku Domovina. Zakaj? Ja, cilj je bil zelo jasen, da počasi pridemo spet do enih normalnih medijev. Tisto, kar ni na levo stran, ni nujno res, bom rekel, kvalitetno, če bom milo komentiral. Mediji so pravzaprav tukaj le, da so neko gledalo v družbi. In zaradi tega mora pravzaprav del ljudi, ki so v novinarstvu, v medijih, temu primerno biti kvalitetno, korektno, ne pa navijaštvo. Mi v Sloveniji pravzaprav skoraj nimamo novinarstva, mi imamo PR službe. To se pravzaprav zdaj tudi vidi, ko prehajajo računi, tem glavnim PR-ovcem z določenega portala,
ki so li v celi Sloveniji pamet, pa ni medija, vsaj, bom rekel, te tako imenovane levice, ki bi tem ljudem znal jasno povedati, da pravzaprav oni niso novinarji in da tako, ko se obnašajo, pravzaprav nimajo pravice sploh komentirati, kaj novinarstvo je. Oni so zgolj in samo PR-ovci v službi svojega lastnika. Svojih podjetij ne zna voditi, da bi profitna bila in potem mora preko nekih PR služb in medijev posiljevati ali siliti politiko, da mu ta podjetja nekako zdrži nad vrhom. Kaj rečem? To je tako očitno, da vsak zna prešteti 2 pa 2, pa ko ne gleda 10 ur resničnostnih šov na dan, mislim, da mu je jasno. Ok, domovina, kakšen naj bo zdaj ta projekt? Tako kot sem rekel, usmerjen v kvalitetno novinarstvo. Domovina ima kar nekaj kvalitetnih mladih ljudi, ki jim niso opravili možganov na FDV-ju, torej Fakulteti za družbene vede. Tudi tukaj boljš, da ne dam kakšne bolj ostre izjave. In tako kot vidimo, da so eni najbolj kvalitetnih novinarjev pri nas, ki jih pravzaprav osebno tudi cenim, bivši zgodovinarji, niso bili na FDV-ju, vsaj ne na tistem oddelku, kjer so pretvarjali ljudi, ki so hoteli postati novinarji, v ljudi, ki so pravzaprav namenili zgolj PR službo. Ja, da bo pač domovina nekako šla v tej smeri in temu primerno rasla in s časom postala en objektiven, ne navijaški medij, pa ne zgolj, ko govorimo o politiki, vedno poudarjam, da najprej moramo tudi pred svojim pragom očistiti in ta prag, s tem pragom včasih mislim tudi ta desni pol, ki je tudi potrebne velike prevetritve in tudi cerkvenih logov. Tudi poglejmo hud osip ljudi, ki še nekako sledijo temu osnovnemu krščanskemu izročilu, ne samo izročilu, tudi nauku. In nauk je pač zapisan v katekizmu. In potem se tudi vprašamo, kaj je vloga kakšnega duhovnika, ali da obrača denar, ali da vzgaja ljudi v Kristusov nauku. Tudi tukaj mislim, da se bo dalo kakšno stvar predstaviti in ne bo nujno vedno tudi, bom rekel, na desnem polu sprejeta z odobravanjem. Ampak dajmo čas v čas. Tako, omenjaš cerkev, omenjaš recimo to usmerjenost, ki naj recimo jo dajejo tudi mediji, ampak to naj bo tudi izhodišče še za en del tega najinega pogovora. Aleš Štrancar kot dobrotnik smo imeli tudi med raznimi pač nazivi. Pred kratkim si stopil tudi do patra Danila Lisjaka, on pa je, mislim, da je prav tukaj zelo blizu doma in si mu priskočil tudi njemu na pomoč spet. To je tudi del, recimo, najvrž z tega vidika te cerkve, ki jo je potrebno gledati, ki jo je potrebno podpirati. Pač stopi si konkretno tudi z tega vidika v akcijo. Ja, ta dobrotnik, to je vedno varljiva stvar. Jaz sem posrednik, ne dobrotnik, tako da če bo treba to popraviti. Ja, ko pač posreduješ neka materialna sredstva, potem seveda želiš, da so ta materialna sredstva uporabljena za pravi namen, za čist namen. Ni vedno tako in Danilo Lisjak je s svojim življenjem do zdaj pač dokazal, da je pri njemu zelo majhna verjetnost, da ta sredstva ne bodo
pravilno uporabljena, zato je pač bil eden od njih, ki je pač tudi ta sredstva z mojim posredovanjem pridobil, ni bil edini. Tako da, ja, vse temelji na človeku, ne na inštituciji, ne na stranki, ne na združenju. V vsaki stranki, pa ne bo še toliko leva, najdemo zelo poštene ljudi. In tudi na drugi stranki, ki se ima, pa se s tem kiti mogoče z krščansko vero, najdemo ljudi, ki pravzaprav nimajo z krščansko vero nič. Še vedno, če smo kristjani, potem je naš zakon zelo jasen in to je katekizem. 4 evangeliji nove zaveze. Pika. Tako je. Spet, evangeljske vrednote so dejansko tiste, ki te vodijo v življenju, ki te vodijo v poslovnem svetu. Praviš pač, potrebno bi bilo imeti več tudi v politiki, ampak zdaj to sloni seveda na poštenosti posameznega človeka. Kako to lahko prenesemo v družbo, ki pa ni en sam človek, družba je skupaj več ljudi? No, svet je šel gor pa dol, pa smo imeli Frančiška, pa smo imeli Lutera, to so stvari, ki se pač primerno Solzni dolini dogajajo in tudi mogoče smo zdaj v eni, bom rekel, nižini, pa bo spet prišla ena malo višja zadeva, mogoče 10 let, 20, 50. Tako da jaz tega ne doživim kot neko hudo krizo, ampak kot nek tok zgodovine, tisočletne. Sem prepričan, da bo stvar spet šla v drug trend in ali bomo zdaj zato rabili spet enega Frančiška, ali bo pač družba kot taka malo drugačna. Sigurno bo eno od teh nujnih korakov tudi ta, da ni važno, koliko duhovnikov imamo, ampak je važno, če so duhovniki pravi. Raje imamo 2, pa ta prava, kot 200 in od tega 50 takih, ki si tega naziva ne zaslužijo. Zdaj, za trenutek še, če se vrnem na politiko, ki jo večkrat omenjaš, ki naj jo tudi vodijo vrednote, v tem primeru evangeljske vrednote. Zakaj? Ker politika je večkrat sinonim nečesa umazanega. Kako se lahko, recimo, to etiketo odlepi od politike in kako politika lahko začne delovati, ali se tudi, ali da jo ljudje percepirajo drugače, nekako bolj konstruktivno v tem smislu? Ja, tukaj bremo do tistega znanga reka, da je pač ljudje imajo tako vlado oziroma politiko, kot si jo zaslužijo. Torej, spremembe se najprej dogajajo v nas samih, vsakemu posamezniku. Ne moramo pričakovati, da se bodo drugi spremenili, če mi enako ravnamo. In ko bo vsak od nas pravzaprav tudi začel sam določene stvari pri sebi spreminjati, potem bo se pač začel en plaz sprememb. In ta stvar pravzaprav ni nujno, da bo trajala 100 let. Te stvari se včasih hitro zgodijo. Pobudnih takih zadev so pa krize in mislim, da nas čaka ena kar huda kriza, kjer bo ta egoizem in tega, da smo tudi na vasi zaprti vsako svojo hišo, da s sosedom ne komuniciramo, mogoče se spremenila in ja, dajmo čas v čas. Tako torej, recimo, kljub temu, da smo v zadnjem obdobju, ne vem, v zadnjih 10 letih nekaj kriz doživeli, misliš, da je ta, ki jo prinaša in ukrajinska kriza, COVID, inflacija, da bo ta morda res nekoliko bolj udarila? No, te krize, ki so bile do zdaj, so bile bolj umetno narejene. Ta finančni kapital se je po eni strani konsolidiral, po drugi strani je skušal seveda še več zaslužiti, to je njegov cilj, vedno. Zdaj pa imamo krizo, ki pravzaprav ni zgolj posledica tega finančnega inženiringa. Imamo vojno, imamo hude probleme z dostavnimi verigami in to preslej tudi rezultiralo v tem, da mogoče tudi ne bo več krompirja na prodajni polici v Maxi Marketu ali pa Mercatorju, karkoli že to je.
In takrat mislim, da bo le počasi vsakmo od nas začelo tudi, bomo začeli razmišljati tudi, kaj bomo jutri dali. Mislim, ni problem ne imeti denarja, še več problem je imeti denar, ampak ne imeti zadev, ki jih potem lahko kupiš. To je bistveno hujša kriza. In takrat te krize zadnje so bile bolj, ni bilo denarja, a zdaj pa mislim, da prihaja kriza, da ne bo dobrin. Tako, kako kot kristjan gledaš na pojem sprave, pač pojem, ki je večno aktualen v Sloveniji in ki je tako ali drugače tudi vedno prisoten v politiki? Jaz mislim, da se ta pojem predvsem izrablja, pa ne nujno sam z ene strani. Spravijo se ljudi med sabo. Mislim, da so še na svetu ljudje, ki pač vejo, poznajo, kaj se je dogajalo in vedno so to osebne zgodbe. In ni samo ena stran delala hudih stvari. Tako da sprava in politika ne gre sta skupaj. Politika bo izrabljala spravo. Sprava bo moral biti dosežena na drugem nivoju, ki ni političen. Politika bo vedno izrabljala ta element sprave za svoje koristi. In še enkrat, ni nujno, da je potem ta sprava zgolj problem z ene strani. Da bom pa jasen, torej klanjanje nekim ljudem, ki so dokazani klavci, sigurno ne prispeva k spravi. Ja, jaz sem te to vprašal, seveda, pod vprašanjem, ki je nekoliko bolj konkretno, pač, ker smo pred predsedniškimi volitvami. Sedaj Borut Pahor je cel svoj, oziroma oba mandata nekako zastavil v tej smeri sprave, pa naj bo to v Sloveniji in tudi sosednjimi državami. Recimo v Italiji smo to opazili, pa tudi v Avstriji, na vse zadnje. Je bila ta drža izraz ene moralne drže, to te sprašujem, ker je ta izraz, moralna drža, je prišla precej v ospredje v teh prvih intervjujih, ki jih dajejo posamezni predsedniški kandidati, predvsem pač obe kandidatini, ki sta izraz nekako levice, ne? V kritičnem smislu oziroma v negativnem smislu do Pahorja. Torej, te dve kandidatki sta zadnji, ki lahko komentirata dejanja Pahorja, kar se tiče, bom rekel, intelektualne oziroma osebnostne drže, je pač Pahor tukaj za nekaj velikostnih razredov nad kandidatkama, tako da te dve kandidatki ne se začneta nekaj učiti najprej pri Pahorju, potem pa mogoče čez 4-8 let začneta razmišljati o kandidaturi. V tem trenutku sta popolnoma nezreli za kakšnokoli predsedniško funkcijo. Moram reči, kar se tega tiče, je Pahor se trudil in ga tukaj vidim kot zelo pozitivno osebnost, ne moramo biti izkregani stalno. Tukaj se je trudil stvari združevati. Delno tudi, ker je pač politično rabil določene glasove, sploh v drugem mandatu, kar ga njegovi lastni ne bi izvolili, ampak mislim, da je pa tudi precej iskreno v tej smeri delal, tako da z tega stališča samo pohvale. Tako, če nekako zaokrožimo ta naš del, kakšno je torej danes stanje duha v Sloveniji in kaj upaš, kaj si pričakuješ za prihodnost? No, stanje duha začne pri vsakem od nas. Imamo izjemno pozitivne, recimo, ljudi, zelo pozitivnim držo in duhom. Imamo seveda tudi taki, ki to niso in na dolgi rok dobro vedno zmaga in tudi, kar se tega tiče, nisem pesimist, nasprotno. Ne bom rekel, da ne moramo še nižje, kot smo, ampak mislim, da smo blizu tistega, torej gre samo še na boljše. Najlepša hvala. Tako, poglejmo torej na kozarec, ki je napolnjen do pol, no. Jaz bi vam predal še za krajši čas besedo, ampak bi vas prosil najprej, če se predstavite in za kratke vprašanja, tako da bomo imeli priložnost morda kako vprašanje več postaviti
če bi še kdo našega gosta kaj vprašal. Se pravi, čujem, morda tukaj ne vidim, tako da... Ker Ja, so prosim. ženske na pohodu, ne, pa bom. Me veseli, da ste se predstavili kot ženska, ker nas nikoli ne veš. Gospod Štancar, mene zanima, ker ste omenil klub uspešnih podjetnikov nekje v razgovornico. Me zanima, a ste mislili na klub SBC ali kaj drugega. Namreč ta klub, če sem dokončan, ta klub me je v enem smislu razočaral, ne, pri zadnjih volitvah, ne. So imeli ta predvolilna soočanja v Ljubljani, kjer so vse povabljene, ampak javno se niso nič izpostavili. So bili zelo pasivni. A računate na to, da bojo se pripravljajo na naslednje volitve? Kar bi bilo modro. Še ena sredinska stranka, ker moj pogled je tako, ta ljudska stranka ju ni nikjer več. Nova Slovenija, vemo, kakšen domet ima SDS, tudi vemo, torej mi zmagati preko 50%, nimamo s čim, desničarji, ali povega, konzervativni ljudje. Hvala. Mislite kot naprednjaki? Ne, nisem mislil tega kluba, mislil sem bolj splošno, da je v Sloveniji ogromno podjetnikov in ta klub, mislim, da ima v tem trenutku, ne vem, 150-200 podjetnikov, torej zdaleč ne zastopa celotnega potenciala neodvisnega gospodarstva, tako, ki ni nujno vse podjetniki. Nisem sledil pravzaprav kaj dosti tega kluba, tako da tudi težko komentiram, kaj so se izjasnili, kaj ne. Sem pa opazil, da sem bil takrat ena redkih, ki je jasno povedal, koga ne bom volil, ja. Mogoče se pa streznili, ne? Saj, osel gre kolikrat na let? Enkrat. Slovenc gre večkrat, no, ampak mislim, da to tu ne gre na dogled. Še eno vprašanje tukaj. Tukaj je z nami tudi gospod Lisjak, samo viče se pokazati. Je pa je. Lep večer vsem skupaj. Sem prav vesel, da sem priletel po maši večerni, da se zahvalim gospodu Alešu, da ni pozabil tudi na tisti del sveta, ki trpi z našimi misionarji, ali ki ga oni vidijo, da bi mu lahko pomagali razne načine. In zato sem prav vesel, da je tukaj ta večer z nami, tukaj v Dornberku, ki nas je pognal v svet na razne načine, da smo nekaj napravili, pa pokazali neke slovenske duše in dobrote. Bohlone bom rekel, pa še enkrat lep večer vsem skupaj. Hvala. Me veseli, da je monsenjor Danilo z nami danes tukaj. Sicer zdaj se bo pritožil, da ni monsenjor, ampak okej. Zame je. Gospod Štancar, če lahko, Ivo tukaj. Moški, ne ste rekel. Nekaj me zanima. Vi pač ste prijatelj tudi gospoda Boscarola, a je tako? Jaz sem njegov žlahtnik. Njegova stara mat pa moja sta z istih hiš na planini pri Marcih, torej sta bezesli. No, tako. In če pogledamo malček na grobo, ne, tako blizu imate stavbe, ne, ki so vredne milijardo dolarjev, res? Mogoče celo več, ja. Celo več. In vas bom vprašal, je težko to prenesti, biti bogat? Ne vem, meni ni nič težko, ker prej sem bil nebogat, zdaj sem še vedno nebogat, pravzaprav kaj pa je to bogat, v čem? Če govorimo o duhovnih vrednotah, je pač eno bogatstvo, če govorimo o nekih kovancih, je neko drugo bogatstvo, tako da
najprej dajmo definirati to, kaj je bogatstvo. Ja, kot sem rekel, jaz sem tukaj posrednik, zdaj je to bogatstvo ali ne vem. Moje življenje se ni spremenilo pred in po. Tako, še zmeraj sedim krompir, kot sem ga 50 let nazaj. Ko sem Ivota nagovarjal, da kandidira za predsednika države, je rekel, da ima en problem in to je, da pred njegovo hišo ni dovolj parkirnih prostorov, ker še vedno v isti hiši to v štorje stisnjene med dve drugi hiši, tako da tisto njegovo bogatstvo je najbrž tudi relativno. Sicer ima letala, ampak jaht pa nima. Tako, Aleš, najlepša hvala za ta pogovor. Meni je bilo veselje. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste nocoj bili danes tukaj z nami in besedo predajam spet. Tako je, dragi spoštovani, prišli smo skoraj do konca našega večera. Kot smo dejali prejšnjič, pa danes tudi malo na začetku, naše ambicije z goriškimi večeri so visoke, zato že danes napovedujemo naslednji pogovor, ki bo naslednji teden v četrtek 25. avgusta ob 20. uri točno tukaj na tej lokaciji, držimo pasti, da ne bo kakšnega dežja, ampak v vsakem, ne glede na vreme, bo dogodek tukaj. Zdaj, če nam bo vreme dovolilo, vse lepo povabim, da se zadržite. Vino smo primerno ohladili. Hvala obema gostoma in predlagam en lep aplavz.